svet, kakor moj oče in moj praded. Ribenški pušelj zmije v okras, mislim domača ribenška vas. Koder zdaj hodim in kjer živim, iskam in bojem se nič ne bojim. Srce mi veselo v ljubezni živi, meni je vroča ribenška kri. Zdaj zabriskaj zapoj, jaz zabriskam s teboj, kot nekoč sem doma, se še spomniš, mamica, ko zapel sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesel sem Ribenčan, veselo pojem noč in dan. Koder zdaj hodim in kjer živim, iskam in bojem se nič ne bojim. Srce mi veselo v ljubezni živi, meni je vroča ribenška kri. Zdaj zabriskaj zapoj, jaz zabriskam s teboj, kot nekoč sem doma, se še spomniš, mamica, ko zapel sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesel sem Ribenčan, veselo pojem noč in dan. Ko zapel sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesel sem Ribenčan, veselo pojem noč in dan. Zdaj zabriskaj zapoj, jaz zabriskam s teboj, kot nekoč sem doma, se še spomniš, mamica, ko zapel sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesel sem Ribenčan, veselo pojem noč in dan. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, prijazno pozdravljeni na tradicionalnem pustovanju po tomaževsko, na tomašenskem fašenki, kako radi rečemo. Tudi danes se nam bodo predstavile skupine iz osnovne šole, teh je predvsem veliko, pa tudi kakšna odrasla se bo našla. Glavni pokrovitelj današnjega gostovanja po tomaževsko je občina Sveti Tomaž. Ostali sponzorji so tudi komunalno podjetje Ormož, grad Trgodel Savci Zemljič Boris, Bar 5 Dejan Kralj SP, vozilna Ozmec Franc, Zotkovci in Sveti Tomaž, ter Brkotisk Borut Vogrinec SP. Organizator današnjega poletovanja, gostovanja po tomaževsko, pa je turistično društvo Sveti Tomaž. Za uvod so nas takole razveselili člani skupine Ritem, to je predskupina, ki je menda ušla iz živalskega vrta, kot ste lahko videli. So pa dobro igrali, ne? In bomo malo zaploskali za spodbudo, pa da nam še kdaj pridejo takole na oder. Zdaj vas prijazno vabim, da se mi tukaj na odru pridruži tudi naša strokovna komisija. To so gospa Irma Murat, ali pa klovnesa, če povem drugače, pa še ena klovnesa Milena Petek,
Jasmina Dovnik prav tako in pa Tonček Horvat. Prijazno in vabim, da se mi pridružijo na odru. Vi pa jim le zaproskajte, prijete komisija, pogumno na oder. Evo, naše prve maske so že tu. Tudi danes bodo strokovno ocenjevali, kar se šolskih mask tiče. To je 50 € za vsako masko. Jaz mislim, da se tudi to, kar se turističnega društva tiče, en aplauz zasluži, ne? Ker bodo vse maske lepo nagradili. Tako da bravo za to. No, odrasle maske pa upajmo, da bodo 3, no, da se bodo lahko razstavljali prve 3 mesta, če ne bomo pa tisto zadnjo pač ne razdelili med nas. Skratka, prva nagrada 300 €, druga 200 in tretja 100 €. Prvi torej med nas bodo prišli Konjenica Savci, konjeniška skupina Laso. Pozdravimo, to je konjeniška skupina Laso, Konjenica Savci. Pa jim dajte malo zaploskajte v spodbudo. Evo, še ena maska gre na oder. En aplauz. Hvala. Konjenica Savci, Konjenica Savci, konjeniška skupina Laso, prijazno jih pozdravimo. Naša strokovna komisija že v istem štartu, kot lahko vidite, se koncentrira v svoje delo. Kurentom, torej skupini kurentov spodnjih ključarovcev, ki se jim reče vražji kurenti, se pa pridružujejo tudi člani turističnega društva Podgorci, sekcija Kurenti Podgorci, torej združeni kurenti danes iz Podgorcev in pa ključarovcev. Vidite, koliko jih je, no in prav lepo jih je videti, ne? Evo, pozdravimo dve skupini kurentov, vražji kurenti, skupina kurentov spodnjih ključarovcev in pa turistično društvo Podgorci, sekcija Kurenti Podgorci. Pa dajte malo zaplaskajte, da bodo lažje pregnali zimo. Bravo!
zaploskate zdaj vražnim kuretom iz Ključanovcev in sekcije Kujenci Podgorci. Bravo! Evo, dajmo še en močen aplavz. Bravo, Kurenci! Tako, zdaj pa naše otroške in šolske maske. Prve prihajajo iz vrtca, to so skupine Mavrica. Ne, to niso Mavrica. Ova. Hobotnica. Tudi ne. Je hobotnica, okej. Malo so tukaj papirčke zamenjali, tako. To so hobotnice. Nogi da zaploskate. Sodelovanju staršev in vzgojiteljic so iz skritih globin morja priplavale pisane hobotnice. Danes ne bodo s slovkami plena lovile, ampak med nas srečo in dobro voljo delile. Naj je bo čim več. Tule so skupina avtomobili in male luštne, no pa dve malo večji hobotnici. Dajte jim močno zaploskati. Kakšne super maske, bo me malo zaplešile, ne? Dajmo hobotnice. Bravo, hobotnice! A še videl eno hobotniški zmenek? Dajte pozdraviti aplavzom naše lepe male hobotnice! Kakšna izvidna in dobra ideja, ne? Čestitke tudi vzgojiteljicam za res super idejo. Adje, hobotnice? Opa! Upajmo, da so res prinesle ne prav gotovo so srečo in veselje med nas in dobro voljo razdelile.
No, to so pa robotki. Kako se pa bleščijo tudi naši robotki? Prihajajo iz skupine Maurica in so tako napisali: smo prijazni mali robotki, ki spoznavamo vesolje ter svet okrog nas in si ob zvezdnih utrinkih zaželimo segati po tistih svetlih lučkah na nebu in se nekoč prav zares dotakniti zvezd. Evo, zaploskajmo našim robotkom. Še ena res odlična ideja, izvirna, krasni robotki. No in seveda, vsakim dobrim robotkom sledi tudi robotki ples. Pa da vidimo, kako nam bodo zaplesali naši mali robotki iz skupine Maurica. Bravo, robotki iz skupine Maurica, dajte močno zaploskati. Tudi za idejo, ne? Tako zelo izvirno. Bravo, robotki. Robotki so sicer bili tudi na otroški maškaradi na Ptuju. Jaz mislim, da se tudi za to zaslužijo en močen aplavz. Bravo, robotki. In še kaj pridite, dobro? Prihodnje leto spet. Bravo še enkrat za robotke. Pa če imaš špatlo na glavi, da si predstavljate to. Kapo dol. No, v nadaljevanju pa prvi razred prihaja med nas. Jaz mislim, da že veste, kaj predstavljajo. To so Pike Nogavičke in prijatelji. Smo pike, živahne in poskočne, drobcene, a strašno močne, navihane in bogate. Naše največje bogatstvo je sreča, ki ga delimo skupaj z opicami in gusarji. Skupaj se igramo, skačemo in nagajamo, pojemo in plešemo, računamo in razmišljamo, pišemo in rišemo, raziskujemo in iščemo. Ves čas imamo odprte oči in ušesa ter srce za vragolije, ki jih ušpičimo. Če se kratkočasite, nas kar pokličite. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas. Poveljamo v svet svobode, v katerem nikoli ne odrasteš. Premagaš vse in vsakogar, se nikogar ne bojiš. Se lahko zmeraj storiš, kar si zaželiš. Pokličite nas, ne bo vam žal. Pike Nogavičke z prvega razreda. Aja, pa gusarji, pa opice.
z enim močnim aplavzom in seveda opice in gusarje prav tako. Za srečo in dobro voljo se nam pa res nibati ne pri nas s takimi lepimi pikami in nogavičkami. To so bile torej pika nogavičke z prvega razreda in gusarji in opice. Zdaj pa prihajajo še eni gusarji. Miha, ki si? Miha se je skril. In prihajajo gusarji in princeske drugega A in učiteljica Marija in Zlatka. No ja, sicer jaz bolj vidim dve gospe, dve gusarji, ne? Na samotni otok je prišla skupina strašnih gusarjev. Raziskovali so otok in v otvini našli princeske kralja Samuela, ki so bile ugrabljene. Gusarji so jih v strašnih bojih rešili iz ujetništva in z njimi zaplesali čudoviti ples, torej gusarji in princeske drugega A in učiteljici Marija in Zlatka. Pa da vidimo zdaj ta strašni ples strašnih gusarjev. Ja bomo šli. Bravo, gusarji in princeske, drugega A razreda. Evo, naj vas vprašam, je pa ta gusar nekaj ima pomembno, kaj pravite? Torej, prav za naše princeske in gusarje, super. Odlično, pa super znamo plesati naši gusarji, ne? Zdaj pa prihaja med nas tretji razred. V tretjem razredu se učenci med drugim učijo, kako pomembna je hrana in pijača za naše zdravje. Pa ne tista iz Amerike, Afrike, Azije, ampak domača, lokalno pridelana. Tej hrani dajo v tretjem razredu še poseben pomen. Je sveža in polna koristnih snovi, denar dobijo naši prebivalci, ostane v Sloveniji. Čeprav je nekoliko dražja, se zavedamo koristi za naše zdravje. Odločili so se, da s kozarci domačega soka navdušijo tudi nas za domačo pridelavo in predelavo sadja in zelenjave. Domači sokovi pomagajo pri ohranjanju telesnega zdravja, nam dajo energijo, vplivajo na dobro počutje in preprečujejo številne bolezni. Zato sveže pripravljene sadne ali zelenjavne sokove vključujemo v vsakodnevno prehrano in s tem si izboljšajmo kvaliteto življenja. In še to so zapisali. Spomnimo se Hipokratovih besed. Hrana naj bo vaše zdravilo in vaše zdravilo naj bo vaša hrana. Imamo možnost pivo naravno, slovensko, bravo tretji razred. Ede je malo zaploska za tako dobro idejo, pa da vidimo, kako tile naši sadeži plešajo. Poskusi 1, 2, 3, 2, 2, 3, dol, 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 stresi vse skrbi, ti peše soke, raško si prvak sveta, to skrivnost je vsa, vedno skupaj. Soki, 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 Urška pleše, ura, ura, zapleši 1, 2, 3, 2, 2, 3, gor, dol, 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 stresi vse skrbi, ti plešeš soki, raško si prvak sveta,
To skrivnost je vsa, da vsi veste. O, soki, soki, soki. O, soki, soki, soki. O, soki, soki, soki. Puška pleše, ura, ura, poskoči. 1, 2, 3. In 2, 2, 3. Gor, dol, gor, dol. Stresi vse skrbi. Ti pleše soki, naš nosi prvak sveta. To skrivnost je vsa, gremo učka. O, soki, soki, soki. O, soki, soki, soki. O, soki, soki, soki. Bravo za naše biosokolero, eko, biosol, brez dodanega sladkorja, 100% delež štalija. Bravo, dajte mi močno bolj za tako dobro idejo. Spijemo pa jih po koncu, dobro? Vabljeni v domači sok. Maša, kako se ljuba. Aha, zdaj bomo pa čistili. Čistilni servis Omenovih 4. razreda prihaja. Ker pri Svetem Tomažu do sedaj še nimamo čistilnega servisa, so se v 4. razredu odločili, da ga ustanovijo. Ugotovili so, da je dela veliko, saj je kar nekaj zgradb potrebnih čiščenja, obetajo pa se še nove. Pridejo tudi na dom, čistijo z najboljšimi ekočistili. So hitri, učinkoviti in temeljiti. Cene, ki jih imajo, pa so primerne za vsak žep. Pokličate jih lahko vsak dan med 8 in 16, torej tudi danes, na 081 111 222. Se priporočajo, torej 081 111 222. Če pokličate zdaj, dobite še metlo. Se priporoča kolektiv čistilnega servisa Omelo. Dajte malo zaploskati. Se vidi, kak ima šef Pompukar, očitno čistilni servis dobro dela. Čistilni servis Omelo ste se zapomnili 081 111 222. Dajte mi zaploskajte. Bravo. Še ena dobra ideja. Drugo leto smo lahko vsi čistilnike. Dnale je očitno polno, ne? To je očitno neizkoriščena priložnost. Zdaj pa prihajajo spuši kvadratniki iz 5. razreda. So učenci 5. razreda, spuši kvadratniki. Najboljši, najlepši, kar pogledajte jih. Pritrjeni so na morsko dno in niti slučajno ne želijo končati v kakšni kuhinji, pri kakšni gospodini, ki bi z njimi karkoli počela. Veste, kaj se počnejo z njimi? Pomivajo posodo, brišejo prah, vrčih. Ne, ne in ne. Ne dovolijo, da to počnejo z njimi, zato bodo odšli daleč, daleč stran. No ja, preden spuži kvadratniki iz 5. razreda grejo, res so lepe, ne? Dajte jim zabloskati, kakšna lepa obleka. Pa nam samo še
zaplešajo. In kako dol, s takimi maskami, ajmo, da vas vidimo zdaj spuži kvadratniki. Noč naj slišam! Ja, kapitan! Łapana są powolniki! Fusi kvadratnik! Moi lubieni słowniczki! Fusi kvadratnik! Zobaczki do nos nie wysyżalisz! Fusi kvadratnik! Co ty na to się robisz? Fusi kvadratnik! Spójrz kwadratnik! Spójrz kwadratnik! Spójrz kwadratnik! Spójrz Evo, zdaj si predstavljate, da vaš otrok skuži kvadratnik. Kako bo to našli? Vse to da škapke, da ste predstavili. Bravo, skuži kvadratnik iz petega razreda, jaz mislim, da se en močen aplauz zaslužijo. Poklon še komisiji, odlično. Dobro. Zdaj iz šestega razreda, Zmaj Smavk in sončni vitez Edvard. Pozdravljeni! Sva Zmaj Smavk in sončni vitez sedmih kraljestev Edvard. Čeprav prihajava iz epsko-fantazijskega romana, sva danes vseeno tukaj, da vam pokažemo, da tudi knjižni sovražniki znajo biti pravi prijatelji. Pozdravljamo to. Namreč oba se strinjava, da je najpomembnejša stvar uživati življenje, biti srečen. To je vse, kar šteje. Zato bodimo nasmejani, sproščeni in radostni. Pozornost dajemo lepim stvarem in dogodkom. Saj tisto, čemur se posvečamo, raste. In Zmaj Smavk in sončni vitez Edvard iz šestega razreda vam želijo krasen dan, nasmeh in objem. Dajte zaploska za tako veliko masko. A pravim še napečem tam. Zaploskamo. Majnega močnega, očitno, ne? Šestno razrede, ki jaz se sam celo glavu zmaja, bravo. A bravo še enkrat? Dobro je, da punce pa nagušljene tako lepo zmaja. Kot da bi šlo za dober. Zdaj gremo v 7. A razred. Med nas prihaja turistična agencija Marstrans iz 7. razreda. Na za planet Mars ste že slišali, velikokrat vas strašijo bitke iz vesolja ter vam povzročajo občutke nelagodja ter strah, kdaj se bodo prikazala. Spoštovani gledalci, evo, to so zdaj bitke z planeta Mars. Kakšni dosegi snemijo v Marsovce. S svojimi letečimi krožniki so pristali na Tomaževskem fašenku. Prosijo vas, da se ne razbežite, ker prihaja v miru. In seveda bi nas želeli pozdraviti in sporočiti, da imajo za nas senzacionalno ponudbo. Mene je sicer malo strah, ampak boj, da govorijo v marsovščini. Jaz pa to razumem, ne? Zato bom zdaj to prevedla. Prosim lepo, če lahko pride tisti marsovec, bi rad nekaj povedal sem. No? Kje je zdaj marsovec, ki bi rad nekaj povedal? Si si premisne, rada nič? A ja, vesoljski labje. A glih tote? Pridite, kar doma. Če me slučajno ograbijo, ne? Ne govorite.
Torej, kaj bodo povedala Marsovca? Spoštovani prebivalci Svetega Tomaža. Ne znam. A ti znaš, da ti si prevajalec? Ja, okej. On je prevajalec, se reče, da. So predstavniki podjetja Martrans. Ja, ukvarjajo se z medgalaktičnimi in medplanetarnimi poleti. Mislim, da nas vesolje popeljejo z letečimi krožniki, ki potujejo z 10-kratno svetlobno hitrostjo. To so najbrž štotniki, ne? Z njimi si lahko gledamo najlepše medplanetarne plaže, smučamo lahko po medplanetarnih progah, prirejajo pa tudi poroke. Ok, z Mars Gold lahko plačamo. Spremljajo pa tudi Marsokart, pa kartico Marsers. No, jaz mislim, da je Mastercard tudi drugotno, ne? Če si torej želimo razširiti vzorja, gremo z Marstransom. En lep marsovski pozdrav od turistične agencije Marstrans. Hvala lepa, njo. Evo, Marsovci iz 7.A, jaz mislim, da nas nekaj ljudi strah, ne? Zelo prijazni izgledal, ne? Da jim močen aplauz, skoro tisti Marsovci mi so 100 baladi pobleteli, kapo dol, iz Marsa 100 baladi, bravo. Bravo. Zdaj bomo pa se malo špilali. Rubikovi z 8.A. Rubik kocke smo postali, da bi z vami se igrali. Misli smo pospešili, barve spremenili, obračali smo se, dokler naše kocke niso vse na mestu bile. Ko vsak kocka je na mestu, povezani smo tesno. Imamo radi se zelo in se objemamo močno. Pametni smo 8.A. Ko je težava, jo razstavimo in skupaj vse popravimo. Ko urejeno je vse, veselimo se. Imamo se lepo in prijatelji smo. Tole so Rubikovi z 8.A. Da je malo ploska za take lepe kocke. Bravo!
za naše kocke. Jaz si premenem, ampak promena je skozi koristno. Tole? Bravo, super so bile kocke. Dajte malo za kocke, še enkrat našim kockam. Pa veliki nas naredili, da bo prišel skozi. No, zdaj bo prosim, da se malo umirite, ne? Ker zdaj bo verjeli, ne jaz vem, kaj paši in smo gremo na pogled. To je 9. razred, strašno žalostni so. Ker imajo nas pogled. Danes smo se zbrali, da bi nesrečnega Žana pokopali. Svoj zaobljub se ni držal. Zvestobo je raje na stran dal. Zdi se, da niti žena 10 božjih zapovedi ne pozna. Saj mu prav ona poslednji udarec zada. Vdova se sedaj smeji. Zdi se, kot da srečnejšega človeka na svetu ni. Pa se me ne ljubi zadima. Ljubi cigara se srce. Ne razume, kaj ona sedaj se gre. Da smeje se in veseli, ko pa njen mož prsti leži. Zdaj, tista vesela je žena, ko jih se juče pa ljubica. Bogi denar v očeh že žari, s pogrebom se hiti, saj jih branijo oporoke se ludi. Zdi se, kot da tudi mrliču se mudi, saj naenkrat prsti ga več ni. A prehitro veseliti se ne sme, saj mrlič se več ne gre. Vdova ga dobi in zato dokončno poskrbi. Kakšno razočaranje, kakšen obup, danes je bil vsem velik up. Ampak Žan ni bil odmuh, bil je pravi potepuh. Res je bil, da bi ostal njegov duh, kot pa da denar dobi kak lenuh. Žan Rep počivaj v miru. Zanisana, z obeskom, če kdo pogreša, ti gor na odresu. Če ne bo se polno zili, malo bo domoši. Pa ne sem prikrili še nekaj je. Tako, če kdo nisem napiše, ko bo pogreša v odresu. Tako da se da naša roška maska, dajte še nemoče na bolj za vse povrsti, za učiteljice, učiteljice, starše, naša male, ki so sedem izvarili, bravo, še enkrat bravo, čestitke vsem. Res, ta podolica, maska, pa je naziva, vsem razred. Po 50 evrov, upam, da bi se dobro uporabili. Zdaj pravno odrasle maske. Med nas prihaja tovarna sladkorja Šalovce. Evo, opet imamo. Ne Ormoži, ampak Šalovce. To, kar so v Ormoži hitro izgubili, so jih v Šalovci sami zgradili. Da seme dobro skali, runa bogato obrodi, pa Šalovska zemlja pomotika poskrbi. Tudi velikanko so posejali, zdaj pa naj samo prah iz zemlje spravi. Runin črv sladkor zadira, zato puta z bioekstraktom ga zapira. Tovarna dobro in stoji, saj na roko zmleten predelek hitro vlneti. Nikakor davkov ne dvigujte, raje v Sloveniji sladkor pridelujte. Paketnica vreče s sladkorjem kar iz metala, zato srečna naša je država. Kupujte sladkor naš, da povrne se vam nasmešek na obraz. Tovarna sladkorja Šalovci, dajte malo
moče. Da malo cukra Tomaševča rumpisli. Nič. Če hočeš kaj postati, je treba delati. Če hočeš karkoli znati, je treba delati. Ali sva bilo rosa? Je treba delati, susta pa do noč. Treba delati, ja delam, ko se ne da. Je treba delati, če hočeš nekam priti, je treba delati. Če hočeš pametno biti, je treba delati. V svojih najboljših močeh je treba delati. Brez dele zapeljete greh, je treba delati. Ja delam, ko se ne da. Ko te gledam v vesolje, se zdi mi, da krvir stoli. Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira. Vibrira, čisto nič primeru ni. Treba delati, za vsaka pomoti je treba delati. Za vsaka celica deli je treba delati. Vsakdo si zapomni, da je treba delati. Delo krepi telo in značaj je treba delati. Ja delam, kolikor se le da. Je treba delati, ne pa zijala past, je treba delati. Pošteno ne pa krast, je treba delati. Ne se dela pat, je treba delati. Počasi, včasih pa garati, je treba delati. Ja delam, kolikor se le da. Če pa pogledaš malo bolje, poraze, polni glase, korenine, vzemnorine, čisto nič primeru ni. Treba delati, ne pa okolga srat, je treba delati. Ne pa mamila jemati, je treba delati. Pa nič ne Aha, dajte malo spodbudega drugo. Vej, drugo smo gori. Opa! Nade šli. Kakšni kamioni, kdo mi vidi, a to drugo vozili, me zanima. Vitok, ne? Jaz mislim, da bo nas takšna runa, da bo vse rešila, kaj pravite? Pa dajte malo vse skupujete, mogoče vam več šlo. Kaj ti mali, da pomaga? Šerup pa se zelo nasmeje, ne? je treba delati, da smiselno živiš, je treba delati, da za samo kaj pustiš, je treba delati, ja delam, kolikor se le da. Je treba delati. Prav zaploskajte, tovarni sladkorja Šalovce. To pa ni, bilo po moje. To je nekaj zelo različno. Jaz mislim, da vam zdaj prav prišle tiste čistilke 4. razreda, ne? Ko malo prvo znudele. Tovarna sladkorja, Šalovci v naši ljubi, dobro Šalovčarje. Pridemo pipat, pomogati tu ne. Tudi komisijo treba podkupiti. Ja, kam imate, da tu? Deca naj cukre jejo, vi pa lahko tu. Ok, za deco so cukre, za nas pa... Pa vidite, kaj je vodo na konci, ne? Evo, Ata, če pa vi, kaj pa vi na tome. Čata pa Slovenija drži. Očo, vidim lahko malo sladkega bojita. Vi inzulin imamo tudi. Hvala lepa. Ja, tudi inzulin, če pa vas zanima. Zaprostite, lepim runom, obrednim delavcem pa črvi, tovarna sladkorja Šalovci, bravo. Potem pa lahko prijete nazaj, kaj to malo znali prigom. Je to tudi deli sote, ne? Kaj še dobre kmete te poveda? Moram iti puto. Ja, vse
No tak. Evo, zdaj pa k nam pridejo eni zmore pravljice. Takoj bomo. In zdaj razumemo, že so? To te. Drugače so pa napisali, smo zmore pravljice prišli, mi strašni zmaji ormoški. Kdo se nas boji, naj takoj zbeži. Kdo pa ne, z njimi bomo smajčice zaplesale. Zraven imamo tudi sneguljčico, da jo čuvamo in z našim ognjem grejemo. Sredi ga je lepa dobra sneguljčica. Ali se pravi tomu? Sneguljčica, ona prava Slovenka je bila. Nič ni jadrala, samo svojega princa je čakala. Zato pa danes je sama in bi rada od vas princa kakšnega, da bi tudi ona zaplesala. Imamo mogoče kakšnega kandidata za to lepo sneguljčico? No, pa nič, nobenega princa. Če se vam dopademo, lahko še kdaj pridemo, saj podmladka imamo dosti, z njim se vam ni treba bosti. Zdaj pa bi radi od nas aplavz ogromen, če ne bo dobilo strašen ogenj. Za takšno nagrado pa lahko pustimo vam sneguljčico, da vaš Mirko, pravijo, da vaš Mirko bo iz nje naredil novo kraljico. Gospod župan, jaz mislim, da bi sneguljčica rad z vami plesala. A pridite, no. Nič ne. Ja, župan je, jaz sem neče ti plesati. Edo vam zaploskajte, to te lepi zmore pravljica. Pa sneguljčici še malo zaploskajte, da na to žalostno, če ima princa. Mopa grot, mali ali mogava? Imate ogen, ti? Tako, zdaj pa imamo. Gospod župan, ste videli? Da to možeš vižgali. Še dobro, ko mi preko tiska, da malo pršte garijo popravo. Da vam zapleskali tudi ljudi svoje. Pa čudoviti sneguljčice. Kako je se razumio, da dela? Ne dela ga, nič ne dela. Evo, to sem videla. Na koncu pride vse prav, evo za čistilke, sobske čistilke. Dajte jim malo zaploskajte, kakšna lepa je gospe. Pravijo tak, smo sobske čistilke, specializirane za vse vrste čiščenja v hišah. Predvsem pa, poslušajte to, zmetamo vošijo pred pragom in prišemo radovedne ksihte dol z rokami. Vi najbrž nos ne vicate, zagotovo pa bi radi, ko pridemo k vašim sosedom. Zato nas ne pozovte, bo zdelili 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Evo je naprav za sobske gasilke! Gasilke, gasilke! Lepša, ne? Tota že so lepša, sneguljčica ne bila nič. Gledajte, kako mora da pisati, ima tako lepa noge. Če je mogoče koga zanima, številka je tudi pri komisiji, da lahko pidete. Evo, je nujno, da že tako zmara. Dajte zaploskati, da bomo čistilke postavili vse. Zmedajo vošijo pred pragom, pa brišajo radovedne ksihte pred zokan. To je to, samo to te bomo. Očitno, tukaj te vidim, če tako zanima. Če gledate, vi tako možete da spravo, evo čistilke. Dajte malo zaplesali. Če gledate, čistilkam plesali, vidim. Dajte malo zaploskate, da zaplavzom skrbno bodo naše lepe čistilke. Skonto mi slokara. Malo komisiji, ne, se še malo prikripimo.
besedo. Jaz pa še enkrat povem, kdo so tiste, ki so do nas poskrbeli za to, ker smo tu. Pa ga je vse tako lepo grotalo, kot je glavni pokrovitelj občine Sveti Tomaž, sponzorji komunalno podjetje Ormož, grad Trgodevo, Stavci Zemlji Šporis, gostina Osmet Franc, Odkovci Sveti Tomaž, Bar 5 Dejan Kralj SP, Vrkotic, Borod Bogrinec. Dajte še en aplauz za turistično društvo Sveti Tomaž, ki se skozi tako lepo trudi z našim pustnim in pašnim pomočem. Zdaj pa vsi tisti, ki ste namaskirali, lahko tudi malo zaplešate, naša komisija je to dan zajeti slijala. Te pa razglasimo najtakojše. Kaj se vam nikam ne vidi? Zdaj vam pošelj. Vam ponedeljek še bomo zajeti. In ponedeljek pa je vprašanje. Dobro, jaz predlagam, da se malo zberete tu, pa razglasimo tiste, ki so najboljše. Sovska čistilka s harmoniko malo celega zdaj mriš. Malo še si vdahne. Edino, če veš tuš zaigrati, to pa lahko. Najprvo bomo en močen aplauz, če se strinjate, namenili vsem šolskim maskam. To so bili hobotnice z vrtca druge skupine, dajte malo zaploskajte. Robotki, vrtec, prva skupina, potem Pika Nogavička in prijatelji z prvega razreda, gusarji in princeske z drugega razreda, tretji razred nam je predstavil domače sokove, četrti razred je bil tisti čistilni servis Omelo, en aplauz tudi za njih, peti razred in Spuži kvadratniki, šesti razred Zmaj Smaug in Sončni vitez Edvard, tudi njim še malo zaploskajmo. Sedmi razred Turistična agencija Mars Trans, osmi razred Rubikovi, pa deveti razred Veseli pogrebniki. Dajte en močen aplauz za vse, ki so naredili take lepe maske, za vse šolarje, učiteljice, vzgojiteljce, tudi starše, ki so pomagali, res kapo dol, taka dobra ideja in tak izvirni, kot ste bili. No, naša strokovna komisija, gospa Irma Murat, gospa Milena Petek, gospod Tonček Horvatov in pa naša Jasmina Dovnik je tudi predsednica komisije, pa je še posebej strogo ocenjevala tiste 3 maske, ki so bile odrasle. To se pravi tovarna sladkorja Šalovci, nore pravljice z Ormoža, strašno lepo Sneguljčico, pa Sovske čistilke. Mislim, da se vse 3 skupine zaslužijo en aplauz. Jasmina, kaj ste ocenjevali pri skupinah? Je tako, kot je že bilo prej povedano, smo ocenjevali predvsem izvirnost, pa konec koncev, kako so se potrudili, kako so se nam predstavili. Moramo resno pohvaliti čisto vse, jaz bi tudi v imeni komisije rekla čestitam vsej dečice, vsem učiteljem, učiteljcem, vzgojiteljcem, vzgojiteljem, ker ste rasturali v ideji in v izdelavah, resno bravo, bravo. Imeli smo pa samo na žalost 3 odrasle skupine, upamo, kad je naslednjo leto malo več, ne, tako da, ja. Mi smo se po tistih kriterijah odločili naslednje. Prvo mesto po izvirnosti, pa po zelo natančni izdelavi, pa super predstavitvi, si je zaslužila tovarna sladkorja iz Šalovec. Prvo mesto in 300 € torej za tovarno sladkorja Šalovce. Ti samo čestitamo. Ker da Krišna tista da žuta, to je drune. Bravo, čestitamo še enkrat Šalovcem, nič ne dobite, penaz je do tak. To se samo tako reče, v resnici njega 300 €, ali nema veze. Pri vtožju je prozna runa očitno slabo rodi. Drugo mesto so si večkrat zasluženo prislužile naše čistilke iz Savec, ki se sicer na žalost se bojimo, kad imele kar dosti dela. Domela kaj pošijo zmetati tudi naše lepe sovske gasilke. Drugo mesto in 200 € za sovske gasilke. Čestitam. Čistilke, čestitke, čistilke, čestitke. Evo, evo. Ja, ja. Morate dati gospe Silve vse dokumente, tudi vi, ne, številko računa in vse ostalo, da potem dobite to nagrado dejansko. Tudi Šalovčari ste čuli, ne? Z gospod Silvo se zgočite, če ne pa nič ne dobite. In tretjo mesto, čeprav po izdelavi in po predstavitvi ne zaostaja kaj dosti od ostalih dveh, smo bili krasni pravljičari iz Ormoža. Bravo.
Kje ste zdaj Ormožance? Evo, tretje mesto, torej tudi za ormoški konec, dajte tudi njim še en močen aplauz. Čestitke, bravo. Torej za vas velja seveda z gospod Silvo, kar se tiče nagrade. Pa še kaj pritek, Tomaž, je dobro? No? Pa še kakšno skupino pripeljate za drugo leto, no, super. Čestitke tudi njim. Jasmina, hvala lepa, težko delo sicer ni bilo, ampak vseeno, ne, kljub temu med vsemi tremi. Tako, težko delo zaradi številčnosti je bilo, ampak še enkrat bravo in čestitke vsem, resno. Ideje so bile prave. Hvala lepa tudi naši strokovni komisiji, dajte jim še njim malo en aplauz. Bravo komisija, hvala lepa Jasmina in tudi vsem ostalim seveda. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Luštno je bilo pa drugo leto opet prite, jaz upam, da bomo imeli drugo leto še kakšno masko več, skupinsko seveda, da recimo prvo, drugo, tretja pozodija. Bor tu, če še nekakšen akcoj. Hvala lepa tudi vsem, ki ste se sami namaskirali, super pa še kdaj. No in čestitke še enkrat organizatorjem, vsem, ki pridno delate pri turističnem društvu Sveti Tomaž. Čestitke, ker se trudite za to, da tudi mi imamo kaj od tega in da uživamo. Kot že rečeno, za prve 3 maske 300, 200 in 100 evrov, za vse šolske maske pa za vsako skupino 50 evrov, pa mislim, da več kot zasluženo, ker so se res potrudili pri izdelavi. Hvala še enkrat, pa se drugo leto na Fašenki opet vidimo. Adijo!